Za tem plakatom enega takega tipičnega ljubljanskega prizora se skrivava zato, da pokaževa, koliko je velik. No ja, predvsem pa zato, da pol, ko bova pokazala še kakšen drug posnetek tega, da pokaževa razlike med tem, kaj zajamejo fotoaparati z manj ali pa z več megapikami. No, ker namen teh povečav je bil to, da vzameva isti prizor, ga posnameva z različnimi fotoaparati, z pač različnimi tipali in potem pač narediva te velike printe, povečave in pogledava, kakšne so dejansko razlike. Imela sva pa recimo od 4 megapikselnega Canona G3 do 10 megapikselnega aparata, še zmeraj recimo kompaktnega, pa pol 24 APS-C, se pravi, ima večje tipalo z več točkami. Raba pomečkam prezgodbe. Zakaj so se sploh to šla? Zaradi tega, ker kot verjetno veste, je, in tudi kar se tiče vprašanj bralcev na različnih platformah, je še zmeraj pod vprašanje, kateri fotoaparat naj kupim, je še zmeraj tudi to, koliko megapikslov naj ima. Pa industrija je v bistvu vsaj 10 let se šla eno tako vojno, pa navajanje kupcev, da je pač več megapikslov boljš. In potem se to preselilo v mobilne telefone. Čeprav zdaj tam vidimo zdaj, da se trend malo vrača nazaj, ker skoraj vsi najnovejši, te najboljši telefoni imajo zdaj 12. So se ustavili. Čeprav so prej že imeli kakšni 16 pa 20 pa še več. Tudi več kot 20. Ja. No, ampak lik zato so pa rekla, da bo naredila tak čist najbolj možen preprost preizkus. In to je, da bova vzela 4, pa 10, pa 24 megapikselne fotoaparate. Ja, spustila sem mogoče v 50 pa take. To nekako nima. Ker še nismo tako mainstream. To mora biti majhen bolj ekstremno pa tole, ampak so prav rekla, ajde, greva že od 4, pa pol naprej tako, lik zato, da vidim malo, koliko se res razlike poznajo v čisti megapikslih. Kar pomeni, dobro, izbrala sva res en tak motiv, da tukaj nisva šla preverjati šuma, pa dinamike. Ja, pa nisva delala v slabi svetlobi pa tako. Ampak osnovna ideja je pa bila, ali dober star fotoaparat s 4 megapiksli, koliko lahko iz tega potegneš, recimo temu fotografije, da je še zmeraj čisto uporabna. Zdaj, en tak navdih je bil pa tudi to, recimo, če greste gledati polet, ki je bila razstava od Jamesa Nachtvija, slavnega vojnega fotografa, ki je bila večina posnetkov narejenih še v unih časih, ko so imeli profesionalni digitalni fotoaparati manj kot 10 milijonov pikslov. In so to čez celo steno povezave in verjemite, da ga prav nič kaj se vam ne zdi, da... Ja, se pač gledaš motiv, se ne gledaš, da so tam vse podrobnosti v travi pa ne vem kje noter. Tako, in so se pol odločila, da bo z vsemi temi pač 4, pa 10, pa 24 naredila isti motiv in pol naredila povečave A4, A3 pa največji tak že skoraj plakat, ki so jih lahko mislili tole 50, 70. Mislim, da je. In zdaj, kaj so ugotovila? Ja. V bistvu pri teh 50-70, zdaj, če pogledaš tole iz, ne vem, 2 metrov, bo vsaka izgledala dosti v redu. Ker to je Canon drugače. To so samo 4 megapiksli, ki so pač povečani, malo tudi interpolirani, verjetno tudi pol pritisku pa vse živo. Ampak v glavnem, če bi tole na steni videli, vse glavne stvari se vidijo. V bistvu, vidi se stolp z uro, vidijo se tukaj okna, vidi se, da je tole gost. Pa tudi tako, tudi če pogledaš od malo bližje... Tukaj se vidijo ljudje pa vse. Ja, tudi če pogledaš od malo bližje, ni slabo, ni zdaj toliko, da bo šel v pastel. Ja. Čeprav, ko greš gledati pa recimo primerjavo s 24, se pa vidijo razlike, pač tukaj gost je lepše izrisan, pač te ljudi res lahko... Pa če gledaš podrobnosti na hišah pa to... Uro lahko pogledaš, koliko je. Ja, tako da tukaj se pol vidijo take zaznavne razlike, pa da ne moramo reči, da ni čist nič več detajlov pa 24, kar so. Veliko več jih je, ampak kar naj je presenetilo, je prvič to, da je mogoče iz 4 megapikslov narediti čisto podobno povečavo tokle velikega formata. In pa na drugi strani naj je presenetilo tudi to, da pa res je velika razlika tudi v temu, da pač, ko imaš enkrat res visoko razločljivost, kar naenkrat vidiš, da recimo tudi tisti, ki rečejo, da je brez veze višja ločljivost, ni čisto res. Zaradi tega, ker pri nižji ločljivosti, jih pri gozdu ali pa v njih opekah na strehi, pa tole je samo še, recimo temu, en tak
že mečken rata enega vzorca. Pač ni izrisan čist. So različni odtenki zelene, pa ja. če oddaleč pogledaš, tega ne opaziš, ampak ko malo bližje stopiš, pa vidiš, da je že veliko šuma. Mislim tako, da je res že mečken tudi bolj nakazano, kot izrisano. Ampak kar se pa tudi ugotovila, in je pa to, da vsi tele fotoaparati, ki smo jih uporabili, so imeli predvsem zelo dober objektiv. Objektiv je ogromna, se ne bo nič novega povedala, ampak pokazali je samo to, da samo število megapikslov, brez tega, da zraven poveš še kakšen ima objektiv, pa kakšen ima vse skupaj, zelo malo pove. Je pa, po drugi strani je pa res, da pa obstaja tudi neka meja, pod katero pa spet ni fajn iti, ker tam tale 4 je že tam nekje. To je samo za test. Ja, to je res samo za test, ampak za take povečave ali pa sploh, če bi hotel pač ven nekaj izreze delati, pa to je to pa vseeno premalo. Tudi recimo pokazalo se je, HTC je recimo tudi prav v telefonih poskušal s tem tipalom, ki je imel samo 4 megapike, pa pač večje so bile te točke in da bi zajel več svetlobe pa to. Ampak dejansko pa ljudem je manjkalo resolucije. Ni bilo te 4 megapike ni bilo dosti, če si hotel delati izreze ali pa pač to pokazati na malo večji, se je poznalo, da pač ni noter detajlov tistih, ko so jih zajeli drugi telefoni iz istega časa z 12 pa 16 megapiksli. Tako da vsaj tam nekje recimo na iPhone-ovskih 8 ali pa nekaj takega je treba iti tam nekaj, treba začeti pretiravati, zdaj na gor je pa. Če se ne ukvarjate s tehnično fotografijo, tudi nima kakšnega smisla. Ampak je pa tudi zanimivo to, in to podobno velja tudi še za eno drugo vprašanje, ki ne dostikrat vprašajo, a se splača imeti 4K televizorje z zaslonom in podobno. Ja, vedeti morate, da skoki so na nižjih veliko večji kot recimo skoki 4:8, mislim, z 2:4 je bil ogromozanski, 4:8 je bil velik, z 8:12 je bil zaznaven, z 12:24. Ja, je pa že vprašljivo. Ampak pri televizorjih je pa podoben. Iz SD na HD je bilo velik preskok, tam se res vidi, tam je absolutno drugačna slika. Iz HD oziroma iz Full HD na 4K bo spet kdo hotel razlagati, da se ne vidi, ampak se vidi, da je, mislim, pač na 4K se vidi skoraj vsaka kocina, pa vse, tam so res podrobnosti. Tudi že na HD je lepa risba, ampak pač ni čisto isto. Ni pa seveda taka razlika, kot je bila prej iz SD v HD. Ampak če je dober vir 4K, je ne glede na to, a gledaš to na 2 metrih, na 4 metrih, na majhni, veliki diagonali, povsod se bo videlo enkrat malo manj, enkrat malo bolj, mislim pač, koliko si dejansko blizu, ampak vidi se. Ko bomo šli pa iz 4K na 8K, je pa že vprašanje, koliko bomo res še frustrali. In tukaj isto velja, recimo do A3, res mislim, tudi če tako, pa seveda tole, naprimer, plakati so bili tiskani kot plakati, res so bili bolj tako za probo, ni to najvišji možen tisk, medtem ko so bile pa A3 fotografije narejene kot fotografije, kar pomeni na fotografski papir pa vse. In pri A3 moraš res tako že skoraj z lupo gledati, da vidiš kakšne res bistvene razlike. Dobro, 4 pa 10 se pozna, ampak 10, 24, tam pa A3-ju... Tam jih pa vsaj polovica, jim boš dal tako, da ne bodo vedeli, kje je kakšna, pa da bodo ugibali. To smo naredili, smo dala malo fotografom našim tak blind test. Bodo pač kiksnili. Mislim, ugibajo, pač dejansko ne vidiš. To bi res opazil šele v kakšnih čudnih svetlobnih pogojih, ki se že kakšne druge stvari bolj poznajo. Ampak sporočilo tega testa je pravzaprav čisto enostavno. 50-70 je verjetno mnogo več, kot bo kdorkoli od vas kdajkoli tiskal, in tudi zato ne rabiš več kot 24. Tako, da je stvar res zelo v redu. Vse ostalo pa za običajno rabo več kot 10 do 12 megapikslov, kar je današnji standard pri dobrih telefonih, ne rabi. Da bi kupil žepnika, recimo, ne vem, ki ima 24 megapikslov na mesto enega, ki ima 16 megapikslov, če vam je vse drugo všeč, pri tistem, ki ima 16, samo zaradi dodatnih megapikslov nima smisla. Ne, brez veze.